kako hitro se je za vas odvil sam izbor za Miss Slovenija? Zelo hitro, praktično v parih dnevih, od povabila organizatorja na casting, pa potem čez par dni castinga, do zdaj te konference, ko sem tukaj, vse se odvija res hitro. Kako to, da ste sprejeli to povabilo? Kaj je odločilo? V prvi vrsti to, da sem dobila povabilo, ker je bil to res pozitiven odziv na moje delo. Sprejela sem ga kot velik kompliment in kot tudi možnost, da mogoče lahko zmagam, lahko nekaj sebe naredim. Bi se sami kdaj prostovoljno prijavili na izbor? Na en lepotni izbor sem se že prijavila leto. Letos nisem računala na lepotne izbore zaradi vseh stvari, ki so se dogajale. V prihodnosti pa sem si rekla, zakaj pa ne. Vemo, da ste manekenka, ampak ali manekenke tudi sanjajo, da nekega dne postanejo Miss sveta? Ja, nekatere pa ne, odvisno od manekenke. Vi ste, recimo? Jaz mislim, da sem tak tip punce, ki ne vem, vem, da bi se znašla v tem, vem, da mogoče tudi pašem v ta okvir bolj kot v klasični fashion, bolj pašem v ta lepotni komercialni okvir in mislim, da... Kdaj ste začeli z manekenstvom? Lansko leto sem začela s tem ukvarjati intenzivno, pa zdaj delam od konca lanskega leta. Kako pa to, da ste sploh vstopili v ta svet manekenstva? Najprej po predlogih ljudi okrog sebe, modo imam že od nekdaj rada in jo spremljam. Tako da potem sem lansko leto se odzvala na povabilo frizerja, da bi bila na fotkah za njegovo kolekcijo in potem sem ugotovila, da je to res zabavno početi, fajn delati in sem se kar znašla v tem, tako da po pozitivnih odzivih potem na to delo sem nadaljevala. Ljudje so vas lahko videli v različnih revijah, vaše fotografije. Ali so kakšne revije, katere ste zavračali, recimo, povabila za fotografiranje? Ne, mislim, vsaj ne spomnim se, da bi kaj takega bilo, ne. Za Playboy bi se šli, recimo, kdaj slikati? Za Playboy je pa zdaj tak stvar. Ne bi se fotkala gola, za Playboy sploh zdaj, ko imam naziv, mi to ni dovoljeno. Sem pa dobila nekaj časa nazaj povabilo Leša Travničarja, s katerim smo skupaj delali že za finance, pa tudi uspela sem ga spoznati v tem času in ga spoštujem kot fotografa in ga spoštujem kot fotografa, tako da sem se pozitivno odzvala na njegovo povabilo, da bom tudi za Playboy. Pa je že žena, ker... Ja, hvala. Evo, a bo še kjer? Par fotk, ampak tako fashion, ki bo lahko svojo uporabila za referenco, novo izkušnjo. Koliko ste v preteklosti spremljali izbore za Miss Slovenija? Dokler so bile prireditve, sem jih vedno spremljala po televiziji, spremljam punce na internetu, tudi osebno jih nekaj poznam, smo tudi kaj skupaj delale, večinoma so mi vse bile všeč do zdaj, tako da res same pozitivne stvari. Zdaj ste že druga Miss, ki je to postala brez velike ceremonije, brez pompa, tako nekako za 4 stenami, sami ste dejali, da vas to nič ne moti. Kaj ne, recimo? V prvi vrsti sem navajena castingov že iz svojega dela, drugače pa ne vem, mislim, da ni point izbora, ne vem, niti nagrada, niti noben avto, ne vem, vse, kar pride zraven, ampak finalni izbor ter pač naziv, ki ti prinese, ki ti odpre veliko vrat in potem pač tako, kakor izkoristiš, ampak definitivno je to najbolj pozitivno. Kakšna so vaše pričakovanja za svetovni izbor? Kot sem že rekla prej na konferenci, pozitivna izkušnja, mogoče
tudi kakšna negativna izkušnja, ki me bo obogatila za naprej. Upam, da se bom imela lepo, da bom spoznala kakšne nove ljudi, predvsem punce, druge, da bom potovala na Kitajsko, nisem še bila tam, želela bi se tja, tako da... Da potolažimo recimo naše gledalce, ste dovolj psihično močni, da boste prenesli vse pritiske, ki pridejo zdaj na Olimpo in svetovni odbor. Naj kar pridejo. Kaj drugače počnete v prostem času? V prostem času se ukvarjam s športom, rada se družim, slikam, rišem, rada imam glasbo, dobre filme. Kdo vam je prvič čestital za osvojen naziv? Vi so tisti, ki so me razglasili. Od vaših bližnjih? Prosim? Od vaših bližnjih? Od mojih bližnjih?